Gospa Sršen, vi ste vodja oddelka za varstvo okolja na občini Ljubljana. Ali tudi vi po sestanku s predstavniki ARSA še vedno trdite, da iz podatkov Evropske agencije za okolje ni mogoče razbrati, zakaj je Ljubljana dosegla tako slabo uvrstitev in je pri dnu kakovosti zraka, ki ga dihajo Ljubljančani, in vsi, ki se dnevno vozijo v Ljubljano, teh je še dobrih 140 tisoč? Predvsem bi radi povedali, da lestvica taka, ki nima za sabo zelo temeljite interpretacije, ki nima vseh podatkov, ki so vplivali na sami zbor oziroma na samo uvrstitev na lestvico, da je lahko zelo zavajajoča, da je lahko zelo nekorektna in celo zastrašujoča. Dejstvo je, da se v Ljubljani kakovost zraka iz leta v leto izboljšuje. Dejstvo je, da se je v 2 desetletjih kakovost zraka zelo intenzivno izboljšala. Ampak zakaj smo potem na repu te lestvice? Operiramo zgolj z podatki, s katerimi razpolagamo. Mi nikakor ne dvomimo o razpoložljive podatke Agencije Republike Slovenije za okolje, na podlagi katerih je ta lestvica nastala. Dejstvo pa je, da je metodologija za uvrstitev mest na to lestvico veliko širša, veliko bolj nekako tehnično zahtevna in jo še do danes pravzaprav ne razumemo. Marsikdo si predstavlja, da je ta lestvica nastala izključno na podlagi koncentracij posameznih onesnaževal v zrak, ki so vse pod mejnimi vrednostmi, ampak so upoštevana še številna druga merila, ki jih preprosto v tem izračunu ne razumemo v celoti. In to je tisto, kar oporekamo. Predvsem pa oporekamo temu, da se zelo preprosto uvršča mesto na lestvico. Tukaj ne gre za tekmovanje, katero mesto bo višje uvrščeno. In ko mediji in posamezniki... Ampak gre pa za primerjavo o kakovosti zraka, ne mediji, gre za ARSO. Na podlagi ARSA so nastali ti podatki in gre za Evropsko agencijo za okolje. Oni že vedo, oziroma vsi, ki živimo, imamo pravico vedeti, kakšen zrak dihamo. To je res, ampak ko preberemo zgolj uvrstitev, potem pride do zelo izkrivljenih interpretacij. Danes nas marsikateri občan sprašuje, ali grem jaz danes lahko na prosto, se lahko gibljem, lahko ukvarjam s športom, čeprav je danes kakovost zraka popolnoma brez problemov. Mi imamo posamezna preseganja kakovosti zraka izključno v zimskih kurilnih mesecih in to na račun individualnih kurišč. V vsem preostalem letu je kakovost zraka povsem primerljiva z drugimi mesti, ki so mnogo višje uvrščene na lestvici. Morda samo še to. Veliko bolj realna je lestvica, ki je prav tako dostopna na Evropski okoljski agenciji in ki izkazuje realno stanje kakovosti zraka. Gospod Brvar, je res vse tako lepo, kot zdaj slišimo strani gospe Jazbinšek Sršen? Se pravi, ne vem kaj, ARSO straši, potem pa Evropska agencija Ljubljančane, ko jih uvrsti tako nizko po vseh teh primerjavah? No, jaz sama metodologije Evropske agencije za okolje tudi ne poznam, to mu pač bojo oni razložili, vendar verjamem, da so podatki ARSO v redu, pravilni. In tudi glede na te koncentracije delcev, se Ljubljana že vrsto let uvršča na rep mest, glede na kvaliteto in čistoto zraka. Tudi če upoštevamo samo koncentracije PM2,5 delcev, poleg tega morate upoštevati, da so letos dodali še dušikove okside in pa ozon. Dušikovi oksidi znajo biti velik problem v Ljubljani zaradi ogromnega prometa, 120 tisoč avtomobilov, 10 tisoč tovornjakov gre dnevno čez obvoznico in te koncentracije dušikovega oksida so visoke v Ljubljani, tik pod mejo, trenutno določeno, ko bo pa čez 4 leta začela veljati nova uredba, bojo pa v bistvu 2-krat presežene, če bojo tako ostale. In te podatki kažejo na to, da je zrak v Sloveniji, v Ljubljani slab, predvsem v zimski polovici leta, ampak to pomeni 6 mesecev, oktober, november, december, januar, februar, marc, je zrak zelo slab, so presežene mejne vrednosti tudi. In to škodljivo vpliva na zdravje ljudi, poveča se število bolezni, prezgodnje smrti in tako naprej. Kaj pravite na ta argument? Pol leta, ne? To nikakor ne drži. Jaz operiram s podatki razpoložljivih 4 merilnih postaj.
3 morilne postaje v upravljanju Agencije Republike Slovenije za okolje in 1 v našem upravljanju. Imam podatke, ki kažejo, za koliko se je kakovost zraka izboljšala, recimo v primerjavi z letom 2006. In mi ne beležimo preseganj skladno z današnjo zakonodajo. Ključen podatek, in ta podatek je relevanten, je, da se kakovost zraka izboljšuje. Pa to ni naključje. To je posledica številnih ukrepov, ki so bili izvedeni na področju energetike in prometa in so danes prinesli bistveno boljšo kakovost zraka, kot je bila pred 2 desetletji, da ne govorim o 50 in 60 letih nazaj. Zdaj vi pravite, da se kakovost zraka izboljšuje. Gospod Brvar pravi, da najmanj 3 oziroma 6 mesecev presegajo tudi nekatere vrednosti, ki so škodljive za zdravje. In gospod Brvar, vi pravite ravno, da je problem in opozarjate, da bi se to stanje lahko poslabšalo, če bo izgrajena sežigalnica. Zakaj? No, pač vedeti morate, da so te mejne vrednosti določene arbitrarno in se z razvojem znanosti in tudi družbe znižujejo. In čez 4 leta se bo znižala. In mi govorimo o tem, da trenutno, rečemo, PM delci se res znižujejo v Ljubljani z leti, ampak so še vedno v povprečju PM2,5 delci 3-krat nad mejno vrednostjo, ki priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. In bojo čez 4 leta tudi nad mejno vrednostjo, ki bo določala Evropska agencija. To pomeni, da v bistvu zrak je slab in zavedati se moramo, da neke varne koncentracije teh PM delcev v zraku ni. Vsi delci te so škodljivi in povzročajo bolezni na dolgi rok. In večja kot koncentracija, dalj časa, ko smo izpostavljeni, večja je verjetnost za bolezen in prezgodnjo smrt. In v bistvu, če bi zgradili sežigalnico odpadkov, se morate zavedati, da Ljubljana leži v zavetrju Alp, je slabo prevetrena kotlina, pozimi je temperaturni obrat, v bistvu pol leta. In v takih okoliščinah, če bi dodatno, že zdaj smo na meji, pač zelo onesnaženo mesto, če bi dodali še sežiganje 400 ton odpadkov dnevno, naprimer na Barju, bi to še dodatno poslabšalo kvaliteto zraka v Ljubljani, to ni dvoma o tem. Ni dvoma o tem, da bi gradnja sežigalnice dodatno poslabšala kakovost zraka. Še enkrat ponavljam, izvajamo ukrepe in izkazalo se je, da ti ukrepi prinašajo učinke. Mi se nismo ustavili, imamo pred sabo še mnogo bolj ambiciozne cilje in mnogo bolj ambiciozne ukrepe in naš cilj je, tako kot cilj verjetno vseh, izboljšati kakovost življenja in predvsem izboljšati kakovost zraka in skrb za zdravje ljudi je zagotovo na prvem mestu. Ampak zdravniki opozarjajo, da boste z gradnjo sežigalnice poslabšali. Ravno kar ste slišali gospoda Brvarja, kaj je dejal. Vi govorite eno, gospod Brvar drugo, da boste s sežigalnico poslabšali kvaliteto zraka. Ta argument želim slišati, zakaj ga ne boste. Če gospod Brvar pravi, je razložil najmanj 3 razloge, zakaj meni, da bo to poslabšalo kvaliteto zraka v Ljubljani. Odpadki, ki nastajajo na območju mestne občine Ljubljana in ali pa lahko govorimo tudi o slovenskem merilu, so naša skrb. Ni prav, da mi te odpadke izvažamo v tujino in prelagamo to breme na sosednje države. Naša skrb je in za njih je potrebno poskrbeti. Potrebno jih pa je poskrbeti na način, da bo okolje minimalno obremenjeno. Zato se pogovarjamo o najboljših razpoložljivih tehnologijah, o sistemih, ki bodo emisije oziroma te dimne pline očistili do take mere, da bodo daleč pod mejnimi vrednostmi. Govorimo o višini dimnika, ki bo preprečeval, da se ti preostanki dimnih plinov, tisto, kar seveda gre v zrak, da se bo mešalo z ozračjem, ki ga dihajo ljudje, ki ga dihamo tukaj. In dejstvo je, da takšne tehnologije obstajajo, da obstoječe sežigalnice po Evropi izkazujejo emisije dimnih plinov, ki so lahko tudi 10-krat nižje od mejnih vrednosti in zagotavljamo, da bomo uporabili vse najboljše tehnologije, ki so na voljo. Moramo pa za te odpadke poskrbeti. Gospod Brvar, kaj pravite na ta argument in potem končamo? Naš pomislek je o tem, kaj so to naše smeti. So to ljubljanske smeti, cele Slovenije. Mi mislimo, da je to državni problem, da so državne smeti oziroma evropske, ker smo del Evropske unije. In pač mi smo predlagali tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Klinični center je poslal pismo, da se pri izbiri lokacije sežigalnice upoštevajo
geografske značilnosti, naprimer ravnina, kotline, potem prevetrenost in tudi poseljenost. In to so tudi upoštevali v uredbi, tako da tam, ki bi stala več točk, bo dobilo mesto, ki ima manjšo poseljenost, ki je bolj ravno, ki je bolj prevetreno. In mi mislimo, da Ljubljanska kotlina nikakor ni primerna za sežiganje odpadkov v Sloveniji in da je treba eventualno, če bi se že odločili za sežiganje odpadkov, poiskati boljšo lokacijo v Sloveniji, kar je pa verjetno bomo težko, pa mi mislimo, da še zmeraj najboljša rešitev, da to rešujemo v sklopu Evropske unije in da se odpadki do nadaljnjega izvažajo v tujino, v sežig in pač naprimer tako, kot delajo tudi v Avstriji. V Avstriji v alpskem predelu nimajo sežigalnic odpadkov, Innsbruck, Salzburg, Graz in tako naprej, ampak smeti vozijo na nižino, v bližino Dunaja in še severneje, kjer potem to sežgejo varno za ljudi in okolje. Dobro, najlepša hvala obema, da ste bila gosta, bomo to razpravo nadaljevali. Najlepša hvala obema. Hvala lepa.